Mogoče izziv, da ali pa mogoče podpora ljudi, se pravi, zdelo se mi je, nekako sem si štela v čast, da so ravno mene poiskali. Ljudska stranka pač je iskala nekoga, ki je verjetno na nek način prepoznal, ali pa ki je pustil nek pečat v lokalnem okolju. In če so se spomnili na mene, si mislim, da verjamejo v mene in meni so izzivi vedno predstavljali, ne vem, potrditev mojega dela in se jih nisem nikoli ustrašila. Mislim, da je bilo to, da so me pač povabili. Jaz nikoli nisem iskala, tudi recimo, ko sem začela delati pri dr. Klančarju, jaz sem imela svojo službo, redno službo v bolnici v Celju. In takrat je bil tudi zame prvi izziv. Greš delati k zasebniku, v bistvu ne veš, kaj te čaka. Tudi strah, kaj če zadeva ne bo stekla, kaj če ostanem brez službe, kaj če on zboli, kaj če jaz zbolim, ampak vseeno sem bila pripravljena sprejeti to, ker nekako včasih, ko eno delo spoznam do konca, ali mogoče res ne predstavlja več tak velik izziv, čeprav moram reči, da mi je pa delo na Rdečem križu ponuja za vsakim dnem, za vsakim mesecem, za vsakim, ne vem, obdobjem nove izzive, ker je pač vedno drugačne potrebe se izkazujejo, ne vem, pred 3 leti so bile popolnoma drugačne potrebe ljudi, ki so potrebovali našo pomoč kot danes, tako da, ja, izzivi so za mene vedno tisto, kar mi potegne. Mogoče vete, ne, če boste zdaj kreirali zakonodajo, poslanka, dobro znate razmerje v tej socialni sferi. Kaj je tisto kritično, kar se mi zdi oči, da tem zakonodajnem smislu uredi, da bi zadeve tekle? Poglejte, mogoče glede socialne politike. Jaz ne bi govorila o drugih stvarih, ki jih ne poznam in jih bi morala še razpoznavati. Ampak kar se pa tiče socialne politike, se mi zdi pa zelo pomembno, kar je zdaj že na nek način realizirano, da se socialni transferi beležijo na enem skupnem imenovalcu. Dogajalo se nam je pri nas, da so ljudje prosili za pomoč tako na Centru za socialno delo, kot pri Rdečem križu, kot pri Karitasu in na občini. In tisti, ki so bili mogoče malo bolj iznajdljivi, so prejeli večplastno pomoč, nekdo pa, ki tega ni bil vešč, je ostal brez vsega. In to se mi zdi zelo pomembno, da se beleži na enem mestu, da se vsi socialni transferi beležijo na enem mestu, ravno zaradi socialne pravičnosti. Pa tudi to, a veste, ni prav, da je nekdo prejemnik denarne socialne pomoči že 15 let. V teh 15 letih se gotovo mora nekaj spremeniti. Ali da si poišče delo, ali da, ne vem, če je bolan, da se upokoji. Skratka, ti ljudje se, če ves čas prejemajo, so deležni neke pomoči, se v življenju nikakor ne morejo realizirati, ker so odvisni od drugih. Da bi postali bolj samozavestni, da bi vse v življenju lahko pokazali, je pa prilika v tem socialnem podjetništvu, kjer bi ljudje, tisti, ki so prejemniki socialnih pomoči, opravljali družbeno koristno delo in bi na nek način dobili občutek za delo, za to, kako, da pravzaprav ni nič samo po sebi umevno, ne? Za vsako stvar, ki jo prejmeš, je treba na nek način vrniti državi. To se mi zdi zelo pomembno. Se pravi, lahko govorim o stvareh, ki jih poznam. Ostalo se bom pa učila in bom tudi spoznala. Ja, na včerajšnjem sestanku smo se pogovarjali o tem, da pravzaprav bi gospodarstveniki želeli širiti svoje kapacitete, kjer bi lahko upravljali svojo dejavnost.
pa jim zakonodaja na nek način to ne omogoča. Vsekakor v okviru programa svoje stranke se bom tudi na tem področju absolutno prizadevala, da bo prišlo do spremembe zakonodaje. Kaj boš kaj bolj na neposredni stvari?